In s tem prehajamo na 6. točko, to je predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo Kamnik, prva obravnava. Predlog odloka ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti, predlagatelj župan, poročevalci pa Lilijana Juhart-Mastihosa, Katarina Vegelj, Sara Sitar, Aleksander Uršič. Besedo ima Lilijana Juhart-Mastihosa. Lili, prosim, vklopite mikrofon. Sorry, se pravičujem, sem vklopljena. Kadar je v javnem interesu potrebno zagotavljati javne kulturne dobrine trajno ali pa nemoteno, jih seveda zagotavlja država oziroma lokalna skupnost neposredno na način, da bi se ustanovi javni zavod na področju kulture. Mi že imamo javni zavod na področju kulture oziroma kar dva, to je Zavod za turizem, šport in kulturo, kateremu se je pred leti priključila kultura. In imamo tudi pred 2-3 leti ustanovljen javni zavod Mekinski samostan. Glede samega delovanja, vsi vemo, da je Kamnik pomemben na področju kulture, da imamo ogromno kulturne dediščine, da je kulturni turizem, ki ga je treba zelo razvijati in z vidika neke preglednosti, vsebine programov, omogočanja samega smotrnega načrtovanja, seveda tudi optimizacije in tako naprej, smo se v občinski upravi odločili, da kulturo združimo v enotni zavod. In sicer na način, da imamo seveda javni zavod za kulturo Kamnik z 2 organizacijskima enotama. To sta Dom kulture Kamnik in Mekinski samostan. Obe organizacijski enoti seveda boste opravljali svojo javno službo, s tem, da vemo, da imata vsebinsko vsaka neko svojo pot, da Mekinski samostan le ohranja neko sakralno kulturno dediščino. Dom kulture seveda opravlja svoj program, ki ga je že in seveda ga bo tudi naprej. Kar zadeva novega odloka. V novem odloku seveda so novelirane neke določene stvari, tudi zakonodajno, klasifikacije. Tako kot sem povedala že, v bistvu so opredeljene službe, tako javne službe kot nejavne na področju kulture za obe organizacijski enoti. Prav tako imamo na novo poleg direktorja in sveta zavoda tudi novi organ, to je strokovno-programski svet, ki se nam zdi iz vidika nekega potrjevanja samega programa, pa tudi celostne ureditve Mekinskega samostana, če govorim, nujno potreben. Dejstvo je, da govorimo o prvem branju. Do drugega branja, vkolikor seveda se ta odlok v prvem branju danes potrdi, bo potrebno pripraviti še veliko novih aktov. To je statut, ki ga bo prav tako potrdil občinski svet in potem v bistvu sprejel svet zavoda. Prav tako se bo za drugo branje v odloku pripravilo vso pravno nasledstvo. Skratka, zaposleni, ki že zdaj delujejo na področju kulture v ZTŠK, se bodo prestavili v javni zavod za kulturo. Na Mekinskem samostanu seveda ostajajo zaposleni tisti, ki so, tako da ne povečujemo število zaposlenih. Prav tako se bo pripravil akt o sistemizaciji. Ne govorimo, da pričnemo že s 1.1., ker je še vedno nek prenos sredstev decembra, v januarju, februarju ZTŠK-ja, lahko bi rekli nekje neko realno oceno, da lahko pričnemo z novim zavodom ali 1. marca, oziroma 1. aprila in se med tem časom vse zadeve seveda uredijo. Prav tako, ko bodo potrjeni vsi te akti, ki morajo biti, seveda se bo za proračun pripravilo se bodo pripravile nove številke in sicer opredeljene bodo pod javni zavod za kulturo, s tem, da bodo programsko, materialno, vsebinsko ločene proračunske postavke za področje Doma kulture in ločene za Mekinski samostan. Ne moremo govoriti o enotnem žaklju proračuna za Mekinski samostan in Dom kulture, ker imata le nekako vsak svojo vsebino. Zdaj ne vem, morda bi z vaše strani kakšen predlog na novo postavljenega, mogoče kakšna pripomba, ki jo bomo seveda upoštevali ali pa odgovorili, zakaj ne.
Menim pa, da lahko na ta način kultura v Kamniku nekako se še dvigne na višjo raven. Poleg tega za tako Mekinski samostan kot tudi MC Kotlovnica smo z obimi projekti prijavljeni na EPK, konec decembra meseca bodo rezultati in računamo, da pač seveda smo zmagovalci poleg Ljubljane in na ta način nekako vidimo tudi z vaše strani podporo na področju kulture še naprej v občini Kamnik. Zaenkrat hvala lepa. Hvala. Lili, odpiram razpravo, delovna telesa. Besedo ima magister Šemso Mujanovič v imenu odbora za družbene dejavnosti. Izvolite, Šemso. Hvala lepa, spoštovani kolegice, kolegi, gospod župan, vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni z moje strani. Tokrat se oglašam kot predstavnik odbora za družbene dejavnosti oziroma poročevalec na seji in bi rad izpostavil samo eno stvar. Veseli nas, da je bil predlog, ki smo ga prediskutirali in predlagali na odboru za družbene dejavnosti prejšnji teden upoštevan in da bo skozi proceduro šel predlog imena novega javnega zavoda za kulturo, ki ima precej večjo možnost za potrditev oziroma širšo podporo, kot je imel prejšnji predlog. Pa tudi to bi rad povedal, da nas veseli, da smo bili slišani, ker v preteklosti včasih na odboru tako ni bilo. Hvala in srečno ter uspešno na poti ureditve področja kulture na Kamniškem pod skupno streho novega zavoda. Hvala za pozornost. Hvala. Naj samo, preden gremo naprej v razpravo, opozorim, da ne gre za nov zavod, ampak preimenovanje javnega zavoda Mekinski samostan. Torej, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Ivanka Učakar. Ivanka Učakar, izvolite besedo. Hvala za besedo. Majčkeno je trajalo, da se je tale unmute zgodil. Stališče je takšno, da Svetniška skupina Nove Slovenije podpira ustanovitev novega samostojnega zavoda za kulturo Kamnik in zdaj bom malo tako kot Tone posegla v zgodovino. V 70. letih prejšnjega stoletja so v Kamniku pod eno organizacijsko streho delovali muzej, knjižnica in Zveza kulturnih organizacij. A so to obliko delovanja prerasli in so se iz Bube izvili dobro delujoč muzej, nepogrešljiva knjižnica in pa javni sklad za kulturne dejavnosti, ki pokriva področje amaterske kulture. Vsebine so pač zahtevale novo, ustreznejšo obliko. In nekaj podobnega ugotavljamo tudi v zvezi z delovanjem javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki je približno na 2 leti spremenjal svoj ustanovitveni akt, so se dodajale vedno nove vsebine. Potem smo dobili še javni zavod Mekinski samostan, ki tudi pokriva kulturo, predvsem kulturno dediščino. In zdaj smo v situaciji, da se odločimo. Če hočemo dobro delujoč sistem, je čas, da tako velika občina kot je Kamnik ustanovi samostojen zavod za kulturo. Seveda z jasno opredeljenim poslanstvom in z učinkovito organizacijsko strukturo, ki se bo projektno povezoval z ostalimi zavodi, skladi, ustanovami, klubi in tako naprej, ki delujejo na področju kulture. Imamo pa nekaj predlogov za izboljšanje odloka. Najprej glede dejavnosti, poslanstva, vrednot zavoda. Kot vsi vemo, se poslanstvo po definiciji opredeljuje namen, smisel obstoja organizacije, neke vrste jedro, srce, tako njenih ravnanj kot ravnanj zaposlenih. In poslanstvo seveda tudi opredeljuje odgovornosti organizacije do zaposlenih, do ustanovitelja, do uporabnikov širše družbe. In zdaj, če pogledam tako, kot je zastavljeno, je poslanstvo na nek način opredeljeno že v 2. členu, ga je pa treba bolj natančno razdeljati in ga smiselno povezati s 6. členom tega predloga, ki je sedaj pred nami. Prav tako je pri razvidu dejavnosti, tako za celoten zavod kot za posamezno organizacijsko enoto, potrebno ponovno pregledati, katere dejavnosti izpostaviti, da ne bo prihajalo do podvajanja. Imamo, kot je bilo že prej omenjeno, dobro delujoča in muzej in knjižnico. Potem je seveda potrebnih tudi nekaj redakcijskih popravkov. Na primer,
popravek, da ustanovitelj oziroma ustanoviteljica, to je občina, daje soglasja in ne kar občinska uprava. Potem drugi del pripomb se pa navezuje na organizacijo kot takšno. Glede na zakonodajo je programski oziroma strokovni svet predpisan za zavode, ki imajo več kot 10 strokovnih delavcev. V našem primeru gre za manjši zavod in torej presojamo, da programski oziroma programsko strokovni svet ni potreben. Imamo svet zavoda, imamo direktorja, imamo ljudi, ki bodo znali o stvarih razmisliti. Verjamemo, da se bodo med tem prvim in pa drugim branjem dobronamerne pripombe pretehtale, upoštevale. Še enkrat podpiramo ustanovitev Zavoda za kulturo Kamnik. Hvala. Hvala. Besedo ima Edi Surojovič. Hvala lepa za besedo. Upam, da se slišimo. Zdaj, jaz sem lansko leto v oktobru nekje podal pobudo, da naj bi, ker imamo v Kamniku 2 zavoda, ki se primarno ukvarjata s kulturo, da bi to združili pod eno streho. Moram reči, da me je takrat močno presenetilo neko malo manj kot ne ogorčenje, da češ predlog nekako niti ni smiselen. Danes ugotavljamo, da zadeva vendarle pije vodo in da prehajamo na iste smernice. Zdaj, če sem jaz prav razumel, dve organizacijski enoti, razumem, da se vsaka izmed teh dveh enot ukvarja vendarle z enim delom specifike, ki pa v vseh stvareh pa vendarle niso kompatibilne. Tako da, ali kasneje, torej, čeprav razumem, kasneje tudi sledi sprememba in pa delovanje samega Zavoda za šport, turizem in kulturo kot tako, ne? Da ne bi zdaj, pa če sem jaz prav razumel, Ivanka je rekla, da svetniška skupina NSi podpira ustanovitev novega zavoda. Župan, vi ste opozorili, da ne gre za nov zavod, a ne? To bi samo, torej gre za obstoječ zavod in za spremembo tega. Torej, pod enim imenom združujemo tudi vsebino na enem mestu, no. Vprašanje, ki je pa z moje strani, je pa zelo direktno, potem takem je treba prekvalificirati tudi delovanje trenutnega Zavoda za šport, turizem in kulturo. Kar me bo pa v osnovi zelo veselilo in na tem mestu bom seveda tudi ta predlog podprl. Moram reči, da pa vidim, da periodično neke pobude, ki so podane, traja 1 leto in se mi zdi, da zgubljamo čas, no. Medtem ko na drugi strani pa vendarle najdemo nek posluh takoj za dobre stvari in jih podpremo. Toliko z moje strani, še enkrat več predlog podpiram, seveda bodo pa potrebne dopolnitve, ki jih bomo kot tudi v kasnejših dopolnitvah z samim statutom, s pravilniki urejali. Hvala. Hvala, Edi. Z besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Gospod Smolnikar večkrat reče, da imamo Zavod za turizem, šport in kulturo preobsežen. Iz TIC-a, iz neke agencije je nastal res ogromen zavod. Takrat, ko se je pridruževala kultura, so bili seveda časi nekoliko drugačni. Treba je vedeti, da tista bistvena sprememba, ki danes je, takrat ni bilo Mekinskega samostana. Mekinski samostan in pa Dom kulture Kamnik imata pa gotovo veliko več skupnega kot pa Dom kulture Kamnik in pa Mekinski štadion. Čeprav se vse stvari nekako povezujejo, se meni zdi prav, da ustanovimo ta nov zavod oziroma da Dom kulture Kamnik združimo skupaj z Mekinskim samostanom. Eno zaradi tega vsebinskega dela, drugo pa iz organizacijskega. Zdaj na Domu kulture Kamnik imamo nekaj ljudi. Dom kulture Kamnik že sedaj, kolikor mi je znano, zelo tesno sodeluje tudi z Mekinskim samostanom pri raznih prireditvah. In če ta dva zavoda združimo in če združimo še njuno delovno moč, jaz potem mislim, da dobimo na obeh dveh koncih nekaj dobrega. Mekinski samostan je bil mogoče zdaj nekoliko podhranjen na začetku, pa upam, da ne bo kdo razumel
da hočem reči, da jih je bilo pa v Domu kulture preveč. Nikakor ne, vsak ima svoje delo, vsak ima svoje zadolžitve, če jih le vidi. Zato pozdravljam to odločitev. Imam pa tudi jaz podobno vprašanje kot Edis, kaj to pomeni za Zavod za turizem, šport in kulturo, ali moramo tudi tam sprejemati nov odlok oziroma ustanavljati nov zavod, ali bomo to enostavno na eni seji lahko kulturo izbrisali iz tega zavoda. Zavod za kulturo je bil takrat, oziroma to ime je bilo dano Zavodu za turizem in šport, predvsem zato, da pokrije delovanje Doma kulture Kamnik. Ta namen ostaja tudi zdaj, ko sta skupaj Dom kulture Kamnik in pa Mekinski samostan. Jaz si pa želim, da Zavod za kulturo vseeno nekoliko bolj mogoče upraviči svoje ime in pogleda nekoliko širše. Želim si, pa se upam, da to že tudi zdaj dosti dobro teče, ampak tesnejšega sodelovanja vseeno z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, z izpostavo Kamnik in pa z ostalimi kulturnimi društvi, kulturnimi ustanovami po občini Kamnik. Revija pevskih zborov, mislim, da je edino ali pa ena redkih dejavnosti, ki še združuje kulturo na Kamniškem. Kultura na Kamniškem pa vemo, da ni samo Dom kulture in pa nekaj društev, ki delujejo tesno v Domu kulture, pač pa so to društva, zavodi in pa posamezniki, ki delujejo od Šmarce do Kamniške Bistrice in pa vse do Motnika. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo. Če mene seveda vprašate, in bom pritrdil, da sigurno en velik korak naprej. Razumem, da je bila dodana kultura takrat, ko smo imeli samo Dom kulture, ampak en razmislek, če sem Liljano razumel, oziroma Lili razumel pravilno, da bosta pa obe, oziroma vsaka enota imeli tudi svoje finance. Zdaj pa ne vem, če je to racionalno, če razumem, da bo programski ali kakršenkoli svet, Ivanka pravi, da bo neka druga oblika morala obstajati za vodenje oziroma za usmerjanje tega zavoda, ali je potem smiselno, da bomo ločili dejavnosti. Če bojo skupni programi, tudi dogovorjeni skupni programi, in seveda ali bomo financerje pa posebej še plačevali v enem zavodu, ki ima dva odseka. Morda je za razmisliti, če bomo skupaj odločali o programu, oziroma bojo odločali o programu, mislim, da so tudi lahko finančne usmeritve skupne. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bi dal besedo poročevalki, mislim pa, da je želela povedati samo to, da bojo proračunske postavke ločene, da seveda bojo pa delovali kot en zavod. Lili, izvolite. Ja, ne vem, a bo še gospod Jože Korošec se tudi prijavil? Jože Korošec bo potem še kdo, ker se je prepozen prijavil. Aha, okej, v redu, pa bi pa Izvolite jaz. zdaj, Lili, za prve obrazložitve, je pa to prva obravnava, tako da bomo obrazložitve napisali tudi do druge obravnave. Ampak zdaj za te prve obrazložitve pa izvolite besedo. Ja, na kratko. Ja, bi prvo podala odgovor gospe Ivanki Učakar. Tudi sama doživljam razne neke strahove, da zdaj se bo pa kar naenkrat vzelo knjižnici ali pa muzeju ali pa ne vem, komorkoli pač neko dejavnost. Nikakor ne. Mekinski samostan je bil že prej muzej, pa se ni vtikal v delovanje Medobčinskega muzeja, pa mu ničesar nič ni vzel. Prav tako se knjižnična dejavnost dogaja v Mekinskem samostanu, tudi knjižnična dejavnost ne bo s tem popolnoma nič ohranjena in ima enako močno identiteto, kot jo ima do zdaj in jo bo imela še naprej. Govorim tukaj o poslanstvu. Zato, da tukaj je odvečno razmišljanje, da se bojo pač določene stvari podvajale. Daleč od tega, kot sta že tudi gospod Edis, pa Igor in Tone in tudi vsi, v bistvu na ta način smo lahko samo še močnejši na tem področju in je še prihaja še do večjih povezav. Programsko strokovni svet. Poleg sveta zavoda, poleg direktorja
strokovno-programski svet. Vem, poznam zakonodajo, zakon o javnem interesu na področju kulture, katerega imajo lahko, vendar mi imamo tukaj velik objekt, Mekinski samostan. Imamo javna sredstva, ki v bistvu niso tako majhna, imamo Zavod za kulturno dediščino in celotnemu objektu, tako vsebinskemu kot investicijskemu, moramo pristopiti nekako na nek celovit način. Nikakor ne bomo jemali programskim vodjem neke avtoritete, ampak v končni fazi občinski svet oziroma občina dajemo neka sredstva in menim, da se lahko tudi v bistvu neka sredstva na nek normalen program, da pač imamo lahko neko pripombo oziroma pač vpogled v to zadevo. Na ta način se ne izgublja neodvisnost bodočega programskega vodstva, takšnega kot je bil do zdaj, ne za Dom kulture, niti ne za Mekinski samostan. Definitivno še večje sodelovanje z javnim skladom območne izpostave Kamnik, ker je pač do zdaj nekako premalo sodelovanja in ne bodo finance ločene, kot je rekel župan, ampak proračunske postavke se bodo samo v nekih materialnih stroških videli, seveda gre za to, na ta način želimo nekako optimizirati tudi javne finance z enotnim javnim zavodom in seveda z močnejšo organizacijsko in programsko ekipo. Hvala. Dobro, hvala. Še kdo? Besedo ima Jože Korošec. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Jaz že takrat nisem bil kako navdušen, ko se je kultura, se pravi, priključila Zavodu za turizem in šport. Ta zavod seveda je bil sprva za turizem, potem se mu je priključil še podjetništvo in pa šport. Tako da zdaj pa potem še kultura, podjetništvo se je kasneje umaknil in svet zavoda v zdajšnji obliki tudi podpira omenjeno odcepitev oziroma priključitev k javnemu zavodu za kulturo Kamnik. Mislim, da imata oba, se pravi, tako Mekinski samostan kot Dom kulture, kot širša kultura na Kamniškem, je prav, da imajo nek svoj zavod, kjer bo deloval bolj učinkovito, predvsem pa bolj rentabilno, se mi zdi. Ker kultura v tem zavodu se mi zdi, da se je mogoče tudi lahko, da se jim izgubljala, ampak ne bom tega. Večji vpliv si predlagam, da izklopite kamero. Občini ta zavod za kulturo. Prosim, kamero se sklopil, evo. Predlagam, da izklopite kamero in stojo in če še enkrat poveste, ker se vas je nerazločno slišal. Mogoče sam v bistvu, jaz že takrat, bom še enkrat nakratko, že takrat nisem bil navdušen, ko se je kultura, zdaj boljše je. Je boljši in tudi to sem vas še slišal, samo proti koncu jaz nisem slišal, ne vem, kot ostali. Jaz drugače ostali dobro slišam, danes nasploh, tudi če ti ne slišiš župan, jaz slišam vse dobro, tudi če je kamera priklopljena. Tako da svet zavoda podpira zadevo, da se ta zavod, se pravi, da se kultura odcepi oziroma da se pridruži temu zavodu za kulturo Kamnik. Kar se pa tiče, se pravi, preimenovanja sveta zavoda za turizem in šport in kulturo, verjetno bo to potem tudi treba narediti, ampak prej verjetno to ne moš narediti, dokler se ta kultura ne odcepi. Verjetno sledi temu tudi potem, da preimenovanje tega, se pravi, umik te besede oziroma iz tega sveta zavoda za turizem in šport, da bo šla verjetno kultura, potem se bo mogla ta beseda omakniti. Vendar mislim, da prej to ne moš, dokler se ne priključi ta javnemu zavodu za kulturo Kamnik. Tako da to je moje mnenje, drugače pa svet zavoda pa podpira to združitev oziroma ta zavod. Hvala lepa. Hvala Jože, besedo ima Aleksander Uršič. Hvala za besedo. Me veseli, da to širšo podporo slišim. V bistvu dejstvo je, da je ta pobuda ni nekaj novega, tako kot je že kolega Edis rekel, da je dal pobudo. Če se spomnimo, smo nekateri v teh zadevah govorili že v času volitev. In na hitro sem pogledal, kakšen je bil odgovor takrat oddelka, ki ga je pripravila Tina Trček.
In v bistvu se je strinjala, da bo potrebno spremeniti organizacijsko strukturo teh področij, vendar bo potrebno predhodno narediti temeljiti načrt načina delovanja, finančno in tudi kadrovsko konstrukcijo, ne. Se pravi, ni bilo nobenega nasprotovanja tej pobudi, ampak napoved enih premišljenih dejanj, ne. Tako je tudi tole prvo branje povsem premišljeno in namenjeno razpravi, širši razpravi, da vidimo, kam bi rekli pes taco moli, ker dejstvo je, da že takoj, ko smo šli ven, smo zaznali ta problem, ki mogoče se nam ni zdel tako še velik problem imena zavoda, ne. In so nas opozorili na to in smo odreagirali, ne. Tudi malo smo se preklicali po strankarskih linijah in ugotovili, da je zadeva to v pravo smer, tako je že kolega Šemcev povedal, tudi na odboru je bilo jasno to povedano, zakaj bi se problemom, ki smo jih že imeli v naši občini s preimenovanji zavodov, ne bi izognili skozi eno odprto razpravo. Tako da jaz mislim, da grejo zadeve v pravo smer, tako je bilo povedano, bomo vse to upoštevali. Bi pa še enkrat poudaril, no, da ne bo kdo narobe razumel, ne gre za ustanovitev novega zavoda. Zakonsko je tako, da če se več kot 30% odloka spreminja, je potrebno nastaviti, kot da je to nov odlok. Pravna oseba tukaj ostaja ena in ista, no, tako da tukaj tudi nismo vezani na 1.1. zaradi proračunskih sredstev, ker vemo, da kultura ima sredstva svoja v ZTŠK-ju in v zavod, zdaj še Makinski samostan ima svoje sredstva, tako da to se bo samo združevalo, ustrezno urejalo in ko bo vse urejeno, bojo formalnosti tudi urejene, se pravi sprejem odloka in na drugi strani tudi spremembe odloka Zavoda za turizem, šport in takrat nič več kulturo, ne. Tako da, hvala. Hvala. Besedo ima Natalija Berlec. Lepo pozdravljeni vsem, lep pozdrav, da se slišimo, da Natalija, bi vas prosil, da kamero izklopite, bo po mojem boljš zvok. Hvala. Boste bolje, upam, se slišimo. Ne veliko, ampak vse slišimo. Se bom zelo kratka, jaz bi samo rada povedala, da sem prav razumela gospod Čaka glede organov zavoda, da strokovno-programski svet ne bi bil potreben za to, ker bi bilo manj kot 10, potem se mi poraja vprašanje, kdo potem izbira direktorja oziroma imenuje direktorja zavoda. Gre za to, da organi zavoda so direktorskega zavoda in strokovno-programski svet. V 13. členu pa imamo v 3. odstavku napisano, da se svet zavoda ne da mnenja iz prejšnjega odstavka, se pravi imenovanju direktorja zavoda, se šteje, da je mnenje pozitivno. Zdaj jaz bi prosila odgovor. Mislim, da je bilo bolj potem povedano, da organe zavoda mečkan preoblikujemo oziroma mislim, ustrezno pač zagotovimo, oziroma da se da ta tretji odstavek, ta stavek v bistvu celoti ven. Ne moramo reči, da mnenje zavoda ne bi bilo zato pomembno ali pa pozitivno, če se ne bi javilo, ne. Pa še eno vprašanje, mandat trajno v zakonu o javnih zavodih traja 4 leta, pri nas pa je zapisano 5, pa me samo zanima. Hvala. Dobro je, da je to prva obravnava, zato jaz vas prosim, Natalija, da vse te vprašanja, ki ste jih imeli, pošljete občinski upravi in vam bo odgovorjeno do druge obravnave oziroma bojo pripombe upoštevane, če bo občinska uprava preučila, da je temu tako, da je potrebno pripombe upoštevati. Tako da bi vas vseeno prosil, da vse to, kar ste povedali, pošljete še gospe Lilijani Juhart Masti Kosa in do druge obravnave vam bo odgovorjeno. Besedo ima še Edis Rujovič. Hvala lepa za besedo. Zdaj naj uvodoma samo gospodu Uršiču zaradi ogorčenja in vsega tega. No, mislim, obstaja magnetogram, kjer boste jasno videli, oziroma posnetek seje, videoposnetek, kjer pač vprašam, nisem spraševal vas, pač pa sem vprašal župana po mnenju in je takrat bil odgovor, da ne vidi razloga v tem, ker Makinski samostan deluje samostojno in kultura pač paše pod ZTŠK in da v bistvu sploh ni nobene smotrnosti v tem trenutku. Eno leto potem, mene niti ne muči to toliko, muči me pa samo to,
da pač eno leto traja, da v bistvu pridemo nekam. Mogoče bi imeli pa eno kljukico več, pa bi se lahko z drugimi izzivi vsi skupaj, kot poudarjamo, malo morjekrat soočali. Naj se vrnem nazaj. Lili, mogoče sem preslišal zaradi malo slabše povezave, kdaj lahko okvirno pričakujemo potem tudi o prestrukturiranju delovanja samega zavoda za šport, turizem in kulturo oziroma spremembe imena. Če ste pa že to povedala, se pa opravičujem, sam res nisem slišal. Hvala. Hvala. Zdaj dajem besedo še poročevalki. Izvolite. Ja, Edis, hvala. Tako sem se potem spomnila, da nisem odgovorila na vsa vaša vprašanja, vezana na ZTŠK mi je pač šlo iz glave. Ko bi obravnavali drugo obravnavo odloka, pa vse ostale akte, seveda vsekakor potem prihajamo na sejo občinskega sveta tudi spremembo odloka Zavoda za turizem, šport in kulturo, kjer bi kulturo v celoti ven izvzel. Še enkrat opravičilo. Zato sem se potem takoj sama prijavila in seveda potem v naslednjih fazah tudi v proračunih in tako naprej se bo pač. Tako da istočasno, kar nekaj aktov nas čaka, ker jih bomo obravnavali skupaj na seji občinskega sveta, do naslednje obravnave seveda dobrodošle vse pripombe in tako naprej, prosim, napišite, pošljite mi v moj mail, ker res tudi jaz marsikatero zadevo nisem slišala, se bodo upoštevali oziroma katere se ne morejo upoštevati, bodo pač odgovorjene in z veseljem, seveda pa tudi tiste, ki so smiselne, jih z veseljem tudi vključijo noter v sam odlok. Skratka, v naslednjem aktu drugo branje, akt o sistemizaciji, statut novega zakona, spremembe sedanjega akta o ZTŠK, seveda in tudi proračun, kar nekaj aktov, s katerim se bomo pač malo še poigrali na naslednji seji. Hvala lepa. Hvala, Lili. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo Kamnik v prvi obravnavi. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Magister Urban Bergan. Za. Halo. Za. V redu. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markel. Za. Nives Matjan. Za. Magister Šemso Mujanovič. Glasujem za. Duško Papež. Glasujem za. Božidar Pilej. Za. Ančka Podbevšek. Ančka Podbevšek. Priklopite. Za. Hvala. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujovič. Za. Matija Siter Močnik. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Za. Marko Šarec. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 29 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.